Dobrodošli v Športnem kompasu. Maribor je te dni središče šahovskega sveta. V uvodu oddaje vas vabimo, da si ogledate podrobnosti z mladinskega svetovnega prvenstva, kjer vsak dan tekmuje skoraj 1600 šahistov. V nadaljevanju ne spregledajte reportaže z tekme svetovnega pokala v tekvandoju v švicarski Lozani. Izvedeli pa boste tudi, kaj je novega v košarkarskem klubu Maribor Meser, ki letos tretjič po vrsti nastopa v prvi ligi. Pod Pohorjem se vsak dan zbere pisana druščina, obrazi iz 92 držav. Maribor je te dni v znamenju šaha. I'm satisfied with the venue of it, but the tournament is very tough and challenging, so yeah, I have to up my game. Well, I am quite satisfied with organizations. The only thing that I don't like too much is that we're so far away, staying. It's 6 kilometers, and it always takes quite some time to get to the playing hall. But then I also can't be too satisfied with my games, but yeah. It's a very good experience for me because it's my first time at this tournament. Imamo rekordni obisk, to vsi vejo, imamo rekord celo svetovne olimpijade. Zadnja olimpijada je bila v Istanbulu v septembra, bilo manj igralcev. Mladinska tekmovanja zdaj postajajo zelo važna in popularna. Posebno moram povedati, da igra svetovni prvak do 20, poljski velimojster Dariusz Świerszcz in Rusinja Gorjačkina, Aleksandra Gorjačkina. To sta dve največje zvezde in ta dva imena še bomo slišali. Čeprav je 4 leta mlajša, velemojstrica Gorjačkina nastopa v konkurenci do 18 let. Zraven je tudi okrog 150 Slovencev. Njihove ambicije pa so seveda nekaj manjše. Ne vem, da bi bil vsaj 21. Je zelo zanimivo, bila sem že na veliko takih tekmovanjih, ampak to je nekaj posebenega, več je Slovencev, tukaj drugače domača dvorana. Zjutraj pride trener Tadej Sakelšek, skupaj pogledamo igre, kak je igral že na svetovnem prvenstvu, pa vse njegove igre, ki jih najdemo, pogledamo, kaj igra, pa ponovimo otvoritve. Nejc Amon je dobro proučil dosedanje nasprotnike. Med vsemi Slovenci mu je pred današnjimi partijami 9. kola kazalo najbolje. Za domače šahiste je tekmovanje predvsem odličen temelj za nadaljnji napredek in priložnost, da vidijo, kam dejansko sodijo. V Mariboru so namreč ta čas bodoče šahovske zvezde. Najmlajši tekmovalec na prvenstvu je sicer star šele 5 let. Kvaliteto jaz osebno kot trener nisem zadovoljen. Je velika količina enostavnih spregledov in dobro, teoretsko znanje je na dobrem nivoju, ampak morajo še delati in delati. What I'm really trying to say to the trainers is to become better day by day, not to stay in their glories, but to try to work harder. And life doesn't finish when you just think that you are a good trainer. Every day you have to try to become better and better. Zaključne boje na prvenstvu si bo ogledal tudi sloviti velemojster Garij Kasparov, ki bo v Mariboru podpisal pismo o nameri odprtja svoje šahovske akademije. Ekipa organizatorjev si je že tako nakopala velik zalogaj, saj skrbi za rekordnih 1600 tekmovalcev in še skoraj enkrat toliko njihovih spremljevalcev. Neke določene probleme imamo, ker v taki masi se vedno kaj pojavi. Ampak mi smo svoje osnovno poslanstvo recimo dosegli, zagotovili smo super ustrezne igralne pogoje, vsakemu dali poslo, vsakega nahranili in vsakemu zagotovili transfer, se pravi z naše strani, kaj se tega tiče, pa za tehniko poskrbeli je vse ok. Seveda je logistika, ker ko 1600 ljudi igra, rabiš vsega vsaj 800 mil, 800 šahovnic, 800 ur. Večino opreme smo si sposodili iz Turčije, so nam je poslali. Po dobrem tednu so tekmovalci utrujeni, odpornost pada. Pri nekaterih so se pojavile virusne težave s prebavili. Ker se je zraven še pojavila visoka temperatura z drisko, zgleda, da gre za eno okužbo z norovirusom, kar je iz medicinskega zornega kota seveda obvladljivo. Več težav pa je bilo z spremljevalci, ki so težko odumeli, da takšni otroci naj ne gredo v dvorano in naj ne ogrožajo drugih. Zato si je moral nato vsak, ki je vstopil v dvorano, roke razkužiti. Tekmovalni vrhunec šele sledi. Obisk Garija Kasparova bo dodana vrednost prvenstva.
Slovenska tekvando reprezentanca se je zelo dobro odrezala na tekmi svetovnega pokala v Švici. V Lozani je nastopila v enaki zasedbi kot na olimpijskih igrah v Londonu in osvojila 3 kolajne. Z udeležbo na turnirjih v Lozani in Zagrebu so slovenske tekvando reprezentance končale z letošnjimi nastopi na tekmah svetovnega pokala. V Švici so nastopili naši 4 najboljši tekmovalci: Nuša Rajher, Franka Anić, Ivan Trajković in Jure Pantar, medtem ko je na Hrvaško odpotovala številčnejša zasedba, saj je v Zagrebu občlanski potekalo še tekmovanje v mladinski in kadetski konkurenci. V Lozani so organizirali zadnjo letošnjo evropsko tekmo svetovnega pokala, ki je v svojem naslovu nosila kratico G1. To je pomenilo, da so na turnirju najboljši prejeli točke za svetovno lestvico. Temu primerna je bila tudi udeležba, saj je v Švico prišlo več kot 200 borcev iz celega sveta oziroma iz 45 držav. Kot A turnir v Zagrebu nam ne prinaša točk za svetovno lestvico, zato smo se v bistvu z olimpijsko reprezentanco, katera šteje 4 člane, smo se odločili, da gremo v Švico in tukaj probamo odnesti čim več točk, kateri te pol kasneje na svetovnem prvenstvu naslednjo leto in kasneje na olimpijadi v bistvu ti daje to lestvico ali te postavi za nosilca kategorije. Na dvodnevnem tekmovanju se je med Slovenci najvišje na drugo mesto zavihtela Nuša Rajher, ki je v prvem krogu 4:2 premagala Nemko Katarino Weiss. V drugem sta se za Avstrijko Edine Skurtović dajali vse do podaljška, saj sta v 3 rundah obe prišli do 3 točk. V dodatni rundi je Rajherjevi uspelo izvesti udarec za zlato točko. Nasprotnica je z nogo zadela v zgornji del telesa in je s tem napredovala v polfinale. Tam jo je čakala Britanka Bianca Ogden, 9. tekvondoistka sveta v kategoriji nad 67 kg. V dvoboju, ki ga je izgubila s 5:3, si je Rajherjeva pripravila nekaj priložnosti za spremembo izida. Ker se je visoka Ogdenova zanesljivo izmikala udarcem v glavo, se je Rajherjeva osredotočila na udarce v telo, na koncu pa je za napredovanje v finale zmanjkalo časa. Jaz vedno štartam na zlato, tako da tisti popolni cilj ni bil dosežen, ampak jaz mislim, da kar se pa borb tiče, pa so bile vse borbe dobre in da če so trenerji zadovoljni, potem sem tudi jaz točno vem, na čem moram delati in mislim, da bo naslednja sezona, prihajajoče leto, zelo obetavno. Mesto niže kot Rajherjeva je turniru v Lozani končala Franka Anić. Tekmovalka s prebivališčem na hrvaškem otoku Korčuli je bila v Švici prva nosilka. Zato je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je rutinsko odpravila Thalys Beltran iz Monaka. Tudi v tretjem ni imela težav. Italijanka Cristiana Riseli je dosegla 4 točke manj, po 3 rundah je bil izid 10:6 za Anićevo. V polfinalu je našlo najvišje uvrščeno Olimpiko, v Londonu je bila 5., po izenačeni borbi zaustavila Rusinja Marina Češujina, ki je nato zmagala še v finalu. Pa eto, svaki rezultat se sastoji od puno malih kockica koje se treba poklopiti, a sad uvijek nešto fali malo, a to uvijek se mora neći nadoknaditi, tako da mislim da je najbitnije biti psihički, prvo fizički pa psihički spreman i da treba jednostavno raditi po programu koji daje rezultate i bez nekakvih stresova treba sve to shvatiti kao dobar posao. Radim po programu, a cilj tog programa je svjetsko prvenstvo. Znači, treniram onako kako je napisano za taj cilj, a ovo ostalo što dođe je super. Puno dobrih stvari se dogodilo u ovoj godini i stvarno sam zadovoljna s ovom godinom, tako da nadam se da će iduća biti još puno bolja, ali i da ostane na rangu ove bilo bi fenomenalno. Za prehod k moškemu delu turnirja si oglejmo nekaj iz zanimive predstave, ki so jo izvedli korejski umetniki in umetnice. Poimenovali so jo Tal, v prevodu to pomeni maska. V njej predstavljajo lepoto tekvondoja, bogato plesno zgodovino, ki so jih dodali del sedanjosti, vse skupaj pa so povezali z izvorno glasbo.
Na VTF lestvici je med Slovenci najvišji Ivan Trajkovič, ki je vse bliže najboljši deseterici. Trenutno je na 17. mestu. V Švici je imel težak žreb. Ker organizatorji le iz njim znanih razlogov niso postavili nosilcev turnirja, mu visoka pozicija na VTF lestvici ni prinesla prednosti. So se pa zaradi tega nekateri udeleženci letošnje olimpijade pomirili že v prvem krogu. Trajkovič je resnično blestel v uvodni in dveh naslednjih borbah. Najprej je Kajna Thompsona iz Samoe ugnal z 11:3, nato Kovajčana Hasana Mohamada, ki je turnir dejansko pričel na mestu prvega nosilca s 16:0. Na dokaj enakovrednega nasprotnika je naletel v tretjem krogu, a je proti Angležu Damonu Sansomu uspel po dveh rundah priti do točkovne prednosti 7:2, kar mu je omogočilo mirno končnico tega četrtfinalnega dvoboja. Naslednji na vrsti je bil Nemec Alberto Celestrin, s katerim se Trajkovič še ni pomiril, saj Kubanec z nemškim potnim listom sicer nastopa v nižji kategoriji. Preveliko spoštovanje do tekmeca je Celestrinu omogočilo dominantnejšo vlogo, ki jo je kronal z udarcem v glavo. To je bil ključni trenutek dvoboja, Celestrin pa je prvo rundo dobil 4:0. V zadnjih sekundah tretje je sicer Trajkovič izvedel nožni udarec v glavo, a ga sodniki niso potrdili, tako da se je turnirska pot borca iz Slovenske Bistrice v Lozani končala na tretjem mestu. Imel sem borbe dokaj eno za drugo, tako da v zadnji borbi sem že čutil malo pomanjkanje, nisem imel neke prave prehrane, ki bi jo moral jesti, ker sem imel borbe tako na knap, ampak je pa bilo kar v redu, mislim, kar se tiče eksplozivnosti, hitrosti moči je bilo v redu, malo še treba delati na sami kondiciji in vzdržljivosti. Treba je počasi lezti gor po lestvici. Do julija, do svetovnega prvenstva je še kar nekaj časa in kar nekaj turnirjev bo, kjer se bom še lahko nabral točke, da bi tudi tam bil eden izmed nosilcev in mogoče se v prvem krogu izognil nekaterim težjim nasprotnikom. Daljšega počitka ne bo, bo krajši aktivni odmor. Se pa začne potem vsekakor priprave na svetovno prvenstvo po novem letu, aktivnejše z raznimi sparingi v tujini in pa še vsaj 2 ali 3 kontrolni turniri, kar bo določeno zdaj v kratkem, ko bomo izdelali dokončni načrt za priprave na svetovno prvenstvo v Mehiku. Na prvem švicarskem tekmovanju tega nivoja nasploh je bila najštevilčnejša konkurenca v moški kategoriji do 68 kg. Tudi zaradi našega Jureta Pantarja, ki je hotel ugotoviti, kako se lahko meri z nekoliko težjimi nasprotniki. Turnir je naš najmlajši član izvrstno odprl, saj je zanesljivo ugnal kar nekaj centimetrov višjega Rusa Maskjakova. V naslednjem, drugem krogu je Pantarju po izvrstnem začetku pošla sapa. Okrevanje po poškodbi roke je terjalo svoje. Francoz Čin je to izkoristil in dvoboj dobil z 8:3. Jure Pantar pa je dokazal, da se lahko s primirno fizično pripravo enakovredno meri tudi z višjimi in težjimi nasprotniki, tudi v tej olimpijski kategoriji. Jaz imam to nesrečo, bi lahko rekel, ker ta moja kategorija, moja standardna kategorija je do 63 in te kategorije na olimpijskih igrah ni, tako da se moram jaz boriti v višji kategoriji do 68, tako da je to en handicap za mene, pa še toliko manjši sem od vseh, ampak sem pa toliko, mislim, vem pa, da vsem lahko z njimi konkuriram in zato tudi vem, da se mi splača potruditi in tudi verjamem v to, da čez 4 leta, v roku 4 letih sem jaz lahko zelo boljši, tako da zakaj ne, seveda, mene to, ta dolgoročni cilj so mi definitivno olimpijske igre in tudi verjamem v to, da mi to lahko rata. Vsekakor so pa tukaj imeli še svetovna in evropska prvenstva, na katerih tudi ciljem pač zelo visoko, ampak v tisti moji standardi, ki lažje do 63 kilogramov. Mi se bomo potrudili, da čim večjih tekmovalcev pripeljemo na svetovno prvenstvo, zdaj bodi si, da so to samo olimpijci ali še kakšen zraven, kad bodo pokazali želje, možnosti in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Naši cilji so, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo čim više, ne bom nič rekel o kolajnah, ampak upajmo, da bo na visokem nivoju. Moram povedati to, da je kvaliteta taekwondoja definitivno v zadnjih 5 letih narasla. Da imamo sigurno zdaj v članski in mladinski kategoriji nekje skupaj 10 ljudi, kateri prihajajo do medalj na teh velikih turnirjih. In v bistvu smo v Sloveniji zdaj nastavili tako, da olimpijska reprezentanca je top od vsega, ostali ljudje pa probajo še na drugih turnirjih dobiti točke
ali kategorizacijo, katera se pač z borbami na teh velikih turnirjih osvajajo. V prihajajočih tednih slovenski reprezentanti v taekwondoju ne bodo tekmovali, se pa bodo pripravljali na kopico turnirjev v naslednjem letu. Slovenskemu občinstvu se bodo predstavili na odprtem prvenstvu Slovenije, za katerega si v vodstvu Slovenske zveze prizadevajo, da bi dobil status tekme svetovnega pokala. Zadnji prispevek v tokratnem športnem kompasu namenjamo košarki in uspešnim nastopom Mariborja Meserja v Ligi Telemach. S 3 zmagami in 1 porazom si trenutno delijo prvo mesto na lestvici. Tretjo zaporedno prvoligaško sezono so Mariborčani pričeli zelo spremenjeno ekipo. Iz lanske, ko se niso uvrstili v želeno ligo za prvaka, je ostalo le 5 košarkarjev, vendar je zasedba vseeno hitro ujela zmagovalni ritem. Glede na pripravljalno obdobje moram reči, da me je malo presenetilo. Malo me je presenetilo, vedel sem, da so močni karakteri, nekateri, ko smo jih imeli odprej, od kapetana Bojana Ivanoviča, Ilija Gavrič je veliki napredek v lanski sezoni naredil. Šarkinovič igra bistveno boljše kot prejšnjo sezono. Od teh lanskih igralcev govorim, Pelko zelo dozarel, vidite, glavnih igralcev. Tako da od teh, to so tisti igralci, ki so lani igrali, za te mlade, ko smo vedeli približno kakšen nivo so, za okrepiteljami pa smo zadovoljni. Marič, Josipovič pa Rizvič. Vrnil bi se v bistvu napred na priprave, same priprave pred začetek sezone. Zelo dobro smo delali, za razliko recimo od lanskega leta, ki so nas vestile poškodbe, imeli smo že od začetka poškodbe, tako da nismo se tekom sezone nismo dobili pravi ritem. Zdaj je, da potrkamo vse v redu, zdravstveni karton je odličen, vsi so zdravi in treniramo dobro. Mariborčani so se pobrali po uvodnem tesnem porazu z Rogaško Kristal v dvorani Tabor. Nazadnje so Škofjeločane premagali za 30 točk. Teden prej so se v gosteh znesli na Tlaščani, bilo je 26 točk razlike. Nažalost, izgubili smo taj prvi susret kući za pola piki, ampak imali smo mogućnost da poslije da bounce back, da se vratimo nazaj i evo, napravili smo u zaporedne 3 zmage, što nam je jako najpomembno u nastavku, jer je liga jako izjednačena i svaka zmaga je pomembna. Prejšnjo tekmo v Laškem smo zelo dobro odigrali. Oni so zelo dobra ekipa in mislim, da nam je to dalo neki vzgon za naprej. Vendar smo ohladili glave, nič še nismo naredili, sezona je še dolga. Mariborska vrsta za zdaj deluje zelo prepričljivo. Zmage, izražene z visoko razliko, so pomembne tudi zato, ker v tem primeru lahko dobijo priložnost vsi košarkarji, tudi tisti, ki sicer niso v ospredju. Podajamo prostemu igralcu oziroma tistemu, ki je v boljši poziciji, nismo sebični in to se kaže na rezultatu. In pač igramo dobro obrambo, vsak nasprotnik nam da 60 košov, kar v gosteh in doma, tako da smo prava trdnjava pod košem. Delujemo res, navijamo en za drugega, se spodbujamo, vlivamo si energijo in posledično letimo po terenu, kot če bi lahko tako rekli. Visoke zmage nič ne spremenijo. Dejstvo je, da je treba iti od tekme do tekme, zmagovati. Vse smo pred sezono povedali, da kljub temu, da je ekipa na papirju malo slabša kot lanska, v bistvu pa ni slabša, zato ker so res fantje močni karakteri, je naš cilj liga za prvaka. In tega še daleč do tega ne bomo morali še kar dosti dobrih tekem igrati. Tretja sezona je moja tukaj, zdaj sem kapetan ekipe, vem, kaj potrebuje Maribor. Maribor potrebuje, da se vrnejo gledalci nazaj na tribune, da nas podpirajo in mi jim zato vračamo zaenkrat odlično igro. Upam, da bo tako naprej. Zdaj nas čaka ekipa Šentjura, ki je zelo dobra. Mislim, da če s to tekmo, če dobro odigramo in če zmagamo, mislim, da lahko pričakujemo Ligo za prvaka. V Ligo za prvaka se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe po prvem delu tekmovanja, kjer nastopa 10 moštev. Tem 4 se bosta nato priključili Krka in Olimpija. Kot ste že slišali, Mariborčani jutri gostujejo pri Šentjurju, ki je doslej v 4 krogih 2-krat zmagal in 2-krat izgubil.